Odprite prazdo! Ali čutite kakršnokoli sočutje, žalost, bolečino ali obžalovanje zaradi tega, kar ste storili? Na tvoji Larry. Skoraj teden dni po njegovi smrti so ga začeli odkrivati. Razporedite se. Julija 2020 5 organi pregona v Georgiji in ameriška vojska iščejo 23-letno Rainer Joyner, za katero je razpisan nalog za aretacijo. Joynerjeva je bila vojaška vojakinja, nameščena v Fort Benningu v Georgiji. Poleti 2025 sta Joynerjeva in njen sostanovalec, 22-letni David de Groot, zapustila vojaške dolžnosti in pobegnila približno 2250 km proti zahodu na družinsko posestvo Joynerjeve v okrožju Taos v Novi Mehiki. A najprej sta vojaka, ki sta bila odsotna brez dovoljenja, odpeljala proti severu v Virginijo, da bi pobrala svojega prijatelja in nekdanjega tovariša Matthewa McLaughlina. Od teh treh moških imata Joynerjeva in de Groot tesnejšo vez. Oba se poznava že dolgo časa iz vojske. Obema so očetje umrli, zato sem se povezana zaradi tega. On nima več nobenih bratov ali sester. Zato me ima za svojega mlajšega brata. Za razliko od svojih tovarišev je bil McLaughlin časno odpuščen iz vojske. Toda po služenju se je boril z odvisnostjo od drog. Mislil je, da bi bil odhod iz domačega mesta na zahod s prijatelji nov začetek, ki ga potrebuje, da bi se očistil. Rekel je, dobesedno je rekel, to je kot nov začetek, stari. Veš, naveličan sem Virginije, naveličan sem, veš, svoje družine. Toda nov začetek Matthewa McLaughlina morda nikoli ne bo uresničen, saj konec julija izgine. Družina in prijatelji McLaughlina doma so vedeli, da je julija zapustil Novo Mehiko in za kratek čas odšel v Colorado, da bi uredil nekaj z veteransko upravo. Ko pa se je vrnil v Novo Mehiko, so izgubili stik z njim. 31. julija je njegova družina prijavila njegovo izginotje. McLaughlinova mama najame avto in se iz Virginije odpelje v Novo Mehiko v upanju, da bo našla svojega sina, vendar ji ne uspe. Policistom pove, da bi moral biti McLaughlin s svojima nekdanjima vojaškima prijateljema, Rainerjem Joynerjem in Davidom de Grootom. Zdaj, ko so vojaški dezerterji vpleteni v primer pogrešane osebe, so policisti še bolj motivirani, da jih izsledijo. Ko 17. avgusta preiskava družinske posesti Joynerjevih v Tres Piedras ne prinese nobenih sledi o Matthewu McLaughlinu ali moških, s katerimi so ga nazadnje videli, organi pregona okrožja Taos in ameriška vojska vzamejo stvari v svoje roke. Šerifov urad, sodni nalog za preiskavo, odprite vrata! Sodni nalog za preiskavo! Šerifov urad, odprite vrata! Sodni nalog za preiskavo! Tesno je. Obraz smrti desno. Idem naprej. Byers and Kevin, očistite levo. Over here. On me. Moving. There. Počiščeno. Druga ekipa, preverite vse. V hiši detektivi najdejo vojaško službeno potovalno torbo in črno škatlo z AR nabojniki in strelivom. Want to get your sniper rifle and gun? Katera cesta? Leva cesta ali desna cesta? Tvoja ulic je prepričan.
Detektivi se pripravijo na možnost, da sta Raynor Joyner in David de Groot oborožena. You run that plate. Texas. Počasi izstopita iz vozila. Z dvignjenimi rokami se približata vojaškim ostrostrelcem in organom pregona okrožja Taos. Z nalogom za vojaško dezerterstvo, ki je kaznivo dejanje, so oba moška vklenili v lisice. Ko sonce zahaja, se policija pripravlja, da bosta Joyner in de Groot odpeljana nazaj na postajo na zaslišanje. Glavno, kar želijo izvedeti, je, kje je Matthew McLachlan in zakaj ni bil z njima v tovornjaku. Ta papir. Uporabite pisala, Joe, ko boš pripravljen. Želim, da mi napišeš osebno izjavo, tvojo izjavo, v kateri opišeš vse, kar je povezano s tem incidentom, od začetka do konca, do tega trenutka. Ali pa za ta trenutek, kolikor je le mogoče, podrobno opiši. Preiskovalci so šokirani nad grozljivimi resnicami, ki jih Joyner zapiše na papir. Začenši s 25. julijem, približno ob 18. uri, 19. uri zvečer. Jaz, Jordan Raynor, sem se z Mattom soočil na skrajno desni poti, ki vodi do hiše, približno 600 metrov stran. Ko sem se soočil z Mattom, sem ga vprašal, naj pojasni, zakaj širi govorice o meni. In zakaj prinaša droge in neznance v hišo. On Matt v klepaju je rekel, da ne prihajam tja dovolj pogosto. Tako da je bil to v bistvu njegov plac. V temnem duševnem stanju sem ga ustrelil s puško Springfield St. AR, ki sem jo imel pri sebi, potem ko sem ga ustrelil. Njegovo telo sem odvlekel do drevesa, 40 metrov stran, na levi strani ceste. Kot so preiskovalci začeli sumiti, Matthew McLachlan ni pogrešan. Umorila sta ga dva moška, ki sta se izdala za njegova prijatelja. Edino vprašanje, ki ga imajo preiskovalci zdaj, je zakaj. Rekel je, da je bilo to predvsem zato, ker se je vedel nespoštljivo. Bil je nespoštljiv, nič drugega kot navaden narkoman. Spet pri svojih starih navadah. Rekel je, da se je počutil, kot da je odnesel smeti, ker se je znebil podgane. Kot sem rekel, je širil govorice, prinašal je droge, prinašal je neznance. Hej. Soočil sem se z njim, dobil sem... Sem se razjezel in se odločil. Nikoli ti nisem dal priložnosti, da bi spet zajebil. Zato sem ga ustrelil. Od tam naprej, potem ko sem ga slišal, bom rekel v svoji izjavi, vadil sem, kot da bi bil privezan na drevo. Naslednji dan smo delali. Vse je bilo normalno, to je delovalo. Z roko sem segel po vedru, po nekaj vedrih. Uporabil sem samo enega. In znanstveniki, ki običajno uporabljajo cepilno sekiro, so kupili tudi nekaj vreč, 33 balonskih vreč za smeti. Medtem ko je Joyner kupovala potrebščine za odstranitev dokazov, je McLachlanovo telo razpadalo v 85-stopinjski vročini. David de Groot pove detektivom, da je res, da je Raynor Joyner ustrelila Matthewa McLachlana in se znebila njegovega telesa, vendar ga ni ustrelila v izbruhu besa. Po besedah de Groota je Joynerjeva tedne vnaprej načrtovala umor McLachlana. Od začetka do konca. Potrebujemo vse možne podrobnosti, ki jih imate v zvezi s situacijo. Torej, bi rekel, da je bilo, glede na to, kar je Joyner mislil, to naprej načrtovano, ker bi mu o tem povedal. Med je še vedno imel težave z drogami in je še vedno govoril, širil govorice, vse to, kar je Joynerja precej razjezilo. Tako mu je večkrat rekel nekaj v smislu, kaj ne ubida, samo spravi ga s posesti ali kaj podobnega, ali pa me spravi do tega, da spet začne govoriti.
do točke, ko je na koncu prišlo do tega, da je rekel, da bo nadaljeval z načrtom, da ubijejo Meta. Nikoli nisem načrtoval, da ga bom dejansko ubil, v smislu, da ni bilo naprej premišljeno. Ko sem šel tja gor, sem mu dal še zadnjo priložnost, da stvari popravi. Matevž je bil v Koloradu, se ukvarjal z veteransko upravo, urejal vse te stvari zase, da bi šel v trgovino po živila. Šel sem z njim na sprehod, ko sva hodila po cesti ob vozičku in nosila vse nakupljene stvari. Ko so prišla do križišča, je odjeknil strel. Met je bil ustreljen v desno pljučno krilo iz Joynerjeve puške, natančneje njegove AR-15 Met, ne da bi vedel, kaj se dogaja. Rekel je, da je bil ustreljen in začel je paničariti. Potem Joyner pride izza vogala in je postavil piperta. Prisloni mu ga na obraz in ga ustreli v čeljust, zaradi česar mu oči zatečejo in začne se dušiti svojo krvjo, ko pade na tla. In potem se skroli nad njim in ga z usmrtitvenim strelom zadene naravnost v senca. Opiši mi v čim več podrobnostih, kot jih lahko. Kaj te je pripeljalo do odločitve, da ubiješ Matthewa? Iskreno, zame to ni bila težka odločitev. Že prej sem mu dal, po mojem mnenju, dovolj opozoril. V redu, kaj misliš s tem? Opozorilo. Šel sem tja že prej, kot sem vam že povedal, in povedal sem vam, da sem šel tja že prej. Nikoli ni bilo nasilno, ko se je obnašal, kot da je vse v redu. Šel sem gor. Ne vem, kaj bi bilo. Nekaj manj kot mesec dni, preden se je vse to zgodilo. Tako je Mat ves čas govoril veliko neumnosti, kot na primer, on ne ve, kako je tukaj. Tukaj smo že 4 mesece. On pa ni bil tukaj že 7 let. On se tukaj sploh več ne pojavlja. To ni njegova hiša, niti ga treba poslušati. Tudi jaz sem ga poskušal poklicati približno teden dni, preden se je vse to zgodilo, bolj ali manj. Tudi srečala sva se v Walmartu, ali nima sestanka. Pogovarjal sem se z njim, rekel sem, hej, še vedno veš, še vedno malo spodrsnemo. On pa, sej, no, jaz samo. On je rekel, vse je v redu, človek, vse je v redu, samo, veš, smo pod stresom. In jaz sem rekel, v redu, razumem? Razumem, samo pod stresom, ampak... Ne moreš se vrniti na to, kar si bil prej, preden si iznorel, veš? Ja. Rekel sem tem, hej, dvigni glavo. In bil sem samo del tega, s tem se lahko sprijaznim. Ne obžalujem, kar sem naredil, veš, kaj mislim. Na koncu dneva ne obžalujem, kar sem naredil. To ni bil isti tip, s katerim sem začel, kot sem že rekel. Ampak DeGrove vztraja, da je bil umor Matthewa McLaughlina načrtovan in da je Joyner o tem govoril tedne ter celo predlagal različne načine, kako presenetiti McLaughlina. Rekel bi, da je 25. julij datum usmrtitve. V redu, cool. Ampak je to bolj šepet pred zgodbe, kot pa jaz. Torej, moje edino vprašanje zate je, da mi razložiš načrt, o katerem govoriš. Načrt za umor Meta, ki ga je naredil Joyner. V redu. Torej, njegova ideja je bila sprva, da bo prišel po cesti, ki naj bi jo imeli, in da bo poskušal ustreliti Meta z njegovo puško kalibra 308 na daljavo. In potem se je njegov načrt spremenil, ko je Met rekel, da ga bodo odložili pri drugi cesti. Tako je bila potem Joynerjeva ideja, da bo vzel mojo bereto, da bo imel stransko orožje. In potem je prijel svoj AR in čakal v grmovju. Da pridemo gor in je rekel, naj se držim ene strani ceste in naj bom zelo glasen, ko sem v bližini območja.
Tako da, ko vidi, da se mat približuje strani, kljub temu, kako temno je, mu ni treba skrbeti, kdo je. Ko ste o tem pregovorili, kako je to potekalo? O tem so govorili osebno, ker je prišel malo prej, ko mata še ni bilo tam. Poskušal je govoriti o tem, ker je mislil, da bodo kosti tako ali tako pritrjene, ne glede na vse. V obeh različicah zgodbe ostaja Joynerjev hladen in neusmiljen odnos do umora svojega prijatelja enak. Ko so se vrnili nazaj na kopno, nazaj na tisto mesto, so mu odrezali glavo in roke, ga zapakirali in dali v Harbor Freight. Vedro, naslednjo sredo, mislim, da je bil to okoli 30. ali 31. so se odpeljali nazaj z bojem. Pozno v sredo zvečer. Živali so že našli noter, začeli so pospeševati postopek, odrezali so spodnje noge in podlakti, jih dali v vreče, jih dali na stran in v vrečo dali tudi njegov trup. Rekel je, da je vse to odnesel nazaj dol, šel do druge vrste sranje, ki je bilo še 6 do 7 mil više po cesti. McLaughlinovi udi in trup so bili položeni v ločene vreče in odvrženi ob strani avtoceste. Preiskovalci so v drugi vreči našli glavo Matthewa McLaughlina. Za obglavljenje je bilo uporabljeno orožje, macola, sekelino glavo, ki smo ga posebej za ta namen kupili v trgovini. Od tam naprej je skoraj vse to dokaj natančno, ampak veste, nekaj dni kasneje sem kupil vedra, orodje, da sem jih lahko razkosal. In zakaj si se odločil, da ga razkosaš? Imelo je največ smisla, da se ga znebim. Tam zunaj ne moreš ničesar zakopati, ker je vse prekleta vulkanska zemlja, tako da res ne moreš ničesar zakopati. Tako da je imelo največ smisla, da ga razkosam. In zakaj ste poskušali znebiti njegovega trupla? Ker sem ga ubil. Za Joyner je bilo razkosanje telesa Matthewa McLaughlina potem, ko ga je ubila, povsem logičen naslednji korak. Manj jasno preiskovalcem pa je, zakaj mu je pri tem pomagala De Groatova. Vnaprej mi je rekel, pomagala mi boš pri tem. Pomagala mi boš pri tem, nikomur ne boš povedala, sicer te bom ubil. Ker bi potem veljala preveč. Ustrelil bo nekoga samo zato, ker govori. Torej, če bi nekako postala nezaželena priča in izvedel, da sem o tem govorila, sem prepričan, da bi tudi mene doletela enaka usoda. Imela bi isto usodo kot Pat. Kaj te tako straši? Joynerja? To je zato, ker vem, da je sposoben to narediti. Če reče, da bo to naredil, to pomeni, da je tega sposoben. Dal si nekaj posebnih navodil Davidu, mi jih lahko opišeš. Mislim, prisilno sem ga, da drži vrečo, Zakaj pa? da si ugrizga. Za vsak slučaj, če bi imel napihnjeno strupe ali kaj podobnega. Naredilo telo nestabilno. Vreda. Hotel je, da držim vrečke, da bi lahko odvrgal dele telesa in rekel, naj bo tudi moj DNK na vrečkah. In kako to veš? Ker mi ta ideja. Rekel je, pridruži se mi ali pa te bo doletela ista usoda. Tako kot je on naredil. Pomagal mi boš s tem truplom, pa če ti je všeč ali ne. Preden so skupaj sedli, je Rainer Joyner kriminaliste odpeljal na 2 lokaciji ob cesti 64, kjer je odvrgal posmrtne ostanke Matthewa McLaughlina. Ko pa je policija prispela tja, se je zdelo, da nekateri deli McLaughlinovega telesa manjkajo. Bi začel pri tem, kdaj ste razkosali Meta pred ali potem, ko sem vas poklical in vprašal, kje je? Bilo je prej pred prvim začetnim klicem zaradi prijave pogrešane osebe.
Takrat ni imel več glave in rok. V redu, koliko časa vam je vzelo, da ste razkosali telo? Zadnji kos je odvrgel približno prejšnji teden, ker sta bila trup in kost nove. Ampak na tem ni bilo mesa. Bile so samo rebra in hrbtenica, boki. Lahko poveš, kaj je v vrečah, brat? Koliko vreč ali vedro je tam zunaj? Ja, kot sem rekel, glede tega se ne morem poistovetiti z vami. Moralo bi biti vsaj... Prvi diapozitiv, ki ga imate, bi moral biti samo vedro. In potem bi morala biti naslednja postaja. Pomislite na to za trenutek. Morale bi biti 3 vreče. Naslednja 3 torbe. Ja, morale bi biti 3 torbe. Samo pohvalil sem vas glede tega. Ne vem, kaj se je zgodilo z drugimi torbami. Tam sem jih našel. In cenim, da ste nas peljali na obe lokaciji in da ste bili iskreni glede trupel. Kaj je bila zadnja kaplja? Kaj vas je pripeljalo do odločitve, da boste ubili svojega prijatelja? Nastavil mu bom past in ga ubil. Kaj vas je pripeljalo do te odločitve? Na koncu vsega. Nič, kar sem rekel, nič od tega ni bilo veliko, je bi ga ne prenašal take stvari. Rekel sem si, da tega ne bom več prenašal. Jebeno mu dajem priložnost za priložnostjo. A veš? In vsakič je tako, da bi mi pljunil v obraz. Zdaj, ko je bila zgodba o hladnokrvnem umoru Matthewa McLaughlina povedana, imajo preiskovalci priložnost, da njegovemu morilcu zastavijo vprašanje, ki jim je bilo ves čas na prvem mestu. Ali mu je kaj žal? In kako se počutite glede dejstva, da sta skupaj služila v vojski tako dolgo? Vi ste ga pobrali. Ga pripeljali sem in ga hladnokrvno ubili. Mu nastavili past s pomočjo nekoga, ki ste mu zaupali. Prisilili ste nekoga, do katerega vam je mar, da nastavi nekoga drugega, do katerega vam je prav tako mar, da bi ga ubili. In potem ste njegovo telo razrezali, da bi se ga znebili. Ali čutite kakršnokoli sočutje, žalost, bolečino ali obžalovanje zaradi tega, kar ste storili? Iskreno, kot sem rekel, nisem bil več isti človek, kot sem bil na začetku. 23-letni Rainer Joyner je obtožen umora prve stopnje, hujšega napada s smrtonosnim orožjem, hujšega napada z namenom storitve nasilnega kaznivega dejanja, zarota za storitev umora in poseganje v dokaze. Za svojo vlogo pri zločinu se 22-letni David DeGroe sooča tudi z obtožbami za umor prve stopnje, zaroto za storitev umora in poseganje v dokaze. Septembra 2024 sodnik odredi, da morajo moški ostati v zaporu okrožja Taos, medtem ko čakajo na sojenje zaradi umora in razkosanja vojaškega veterana Matthewa McLaughlina. Družina Matthewa McLaughlina ima GoFundMe, da bi pomagala pokriti preostale stroške iskanja poleti. Povezave je v opisu videa na kanalu Law and Crime. Sem Kristen Thorne.